Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Osnovna šola Črni Vrh bo jeseni novo šolsko leto začela z novim ravnateljem, ki bo nasledil dosedanjo ravnateljico Karmen Simonič Mervic. Tadej Deglerja, novi ravnatelj osnovne šole Črni Vrh, dobrodošli in pozdravljeni v naši oddaji. Zdravo, pozdravljeni. Povejte nam, zakaj ste se prijavili na mesto ravnatelja v Črnem Vrhu? Predvsem zaradi eno lastnih ambicij in drugo zaradi šole, ki stoji v nekem lokalnem okolju. Zanimajo me te lokalne zgodbe, kjer kraj diha s šolo in z vsemi drugimi inštitucijami. In take male sredine so mi bile zmeraj vabljive. Že prej kot učitelj športa sem v takih krajih razmišljal. Potem pa, ko sem imel neke ambicije po ravnateljevanju, mi je bila to ena izmed šol, katerih sem si želel, in ko sem videl razpis, nisem okleval. Omenili ste, da prihajate iz sveta športa, ste športni učitelj. Kako je to dejstvo vplivalo, kako vas je oblikovalo, bi rekel osebnostno, to ukvarjanje s športom? Zdaj, športniki oziroma učitelji športa smo zelo znani po tem, da imamo občutek za organizacijo, in v neki šoli oziroma ravnateljevanju je ta organizacija in vodenje en ključnih faktorjev. Jaz sem v svoji karieri ali kot trener ali kot vodja enega društva veliko teh stvari dal čez, veliko, nekih prireditev organizirali in se nekako vidim v tem delu oziroma v tem poklicu. Čeprav tudi te kraje poznate, živite v Logatcu, mislim, da to ni skrivnost. V Idrijo ste hodili na gimnazijo, tudi vaši otroci sedaj hodijo po vaših izobraževalnih stopinjah, bi se lahko reklo. 2 leti sedaj ste bili pomočnika ravnatelja v Postojni. So to dragocene izkušnje? Absolutno. V teh 2 letih sem se res ogromno navadil. Imel sem tako rekoč neposreden pogled v sistem. Se pravi, to, kar prej nismo vedeli kot učitelji, sem se sedaj spoznal, stopil na drugo stran in absolutno sem zelo hvaležen za to izkušnjo in delali smo v zelo dobrem timu, bili zelo povezani in nesem naprej zelo bogate izkušnje glede vodenja oziroma vpogleda v sam šolski sistem. V prijavi na mesto ravnatelja ste zapisali, da vidite to funkcijo kot tek na dolge proge, tako športno. Tako je. Mislim, zdaj seveda funkcija ravnatelja je mandatna, ne? Ampak ena taka sredina, kot je Črni Vrh, mislim, da rabi daljše obdobje enega in istega človeka oziroma da je, neka vizija kraja oziroma vizija šole temu primerno nastavljena in en Črni Vrh si absolutno zasluži neko ustaljeno vodenje, predvsem pa, da šola obstane oziroma da je šola še naprej jedro lokalnega dogajanja. Omenili ste besedo obstane. Število otrok je, mislim, da na spodnji meji. Tako je. Že naslednje šolsko leto imamo kombinacijski oddelek, 1. in 3. razred. Do zdaj je bilo kar nekaj let, se pravi 9 razredov, naslednje leto bo 8 in tudi v bodoče se zna zgoditi, da bo še kak kombinacijski oddelek. Tako da tukaj imamo neki izziv, kako bomo te zadeve zapeljali. Ko bomo speljali neke dogovore z občinskimi funkcionarji oziroma županom, bomo morda tudi na ta način prišli do neke rešitve, morda v spremembi šolskega okoliša, nekaj bomo že naredili, da bo prav. Najbrž tudi kakšno povezovanje, šola je tudi v Godoviču, šola je v Idriji, ta je največja. Ja, povezovanje je težko, ker tle je sistem šolskega okoliša, ne, in šola, ki pokriva ta šolski okoliš, otroci iz tam prihajajo v tisto šolo, ne. Se pravi, tam, kjer živijo, tja prihajajo. Zdaj Godovič je vezan kot podružnica na idrijsko šolo. Morda se bo tam okoliš spremenil in določene učence bodoče ali pa otroke dobimo iz njihove strani, da grejo čez hrib k nam. Neko rešitev se bo našlo, ker mislim, da je pa zelo, zelo, zelo velika želja tudi lokalne skupnosti, da se ta šola ohrani taka, kot je, oziroma da število otrok ne bi padalo.
V lokalnem okolju je zaznan tudi interes po priseljevanju, po novogradnjah. V čem je problem? Zdaj težko rečem, ker toliko natančno res tega ne poznam, ampak mislim si, da bo vedno več tega priseljevanja na podeželje. Konec koncev je na podeželju lepše živeti oziroma je kvaliteta bivanja precej višja kot v nekem jedru mesta oziroma v večjih mestih. Zdaj, kaj je problem, kaj ni problem, bojo povedali domačini, jaz pa si samo želim, da bi bilo tega priseljevanja toliko več, da imamo lahko naprej tudi ohranjamo 9 razredov. Podružnična oziroma lokalna osnovna šola v tem okolju je po samem programu, po vsebini najbrž enaka tistemu na Viču, tisti šoli na Viču. Kakšna posebnost pa vendarle obstaja? Katera? Zdaj, šola je načeloma vsaka enaka, vse šole so osnovne šole, vse šole spadajo pač v kurikularni program. Dejstvo pa je, da ima vsaka šola svoje specifike. Zdaj, ene šole smatramo kot mestne šole, ene šole smatramo kot šole s podeželja. Jaz mislim, da pač šole na podeželju imajo veliko kvaliteto, ker zadaj stoji močna lokalna zasedba, se pravi to udejstvovanje lokalne skupnosti v sam ne šolski sistem, ampak v povezovanje s šolo, ker je šola tista, ki sodeluje z lokalnim sistemom oziroma z lokalno organizacijo in obratno. Pač šola je tista, ki ima nek prostor, ki lahko ponudi, ne vem, najem telovadnice, ki lahko ponudi nek prostor, kjer se bo neka prireditev, neka dejavnost izvajala. Lokalna skupnost je pa tista, ki pač to izvede ali obratno. Se pravi, tudi naši otroci, naši učenci so tisti, ki bojo nastopali na lokalnih, bom rekel, nekih prireditvah. Vemo pač gasilci, kulturniki, drugi so pač prisotni tukaj. Mislim pa si, da za življenje otrok je podeželska šola zelo bogata, ker pač vseeno je poučevanje prilagojeno temu. Konec koncev zraven je gost, zraven je igrišče, zraven je bolj živiš v naravi, bi rekel. In to je v današnjem času še posebej vrlina. Kot ravnatelj boste načeli tudi učiteljskega zbora. Kakšno ekipo ste podedovali od vaše predhodnice? Zdaj sicer zelo malo časa sem bil z njimi, dan, dva, ampak lahko absolutno rečem, da je ekipa, se pravi kadrovska zasedba, se pravi učiteljska in tehničnega kadra, absolutno dobra. Vidim prave nasmehe, vidim prave iskrce v očeh in želim si oziroma sem že zdaj navdušen sodelovanja z njimi. V prijavi ste zapisali tudi, da je pomemben ta neposreden stik ravnatelja z učenci. Glede na to, da je učencev, koliko je pravzaprav učencev? Zdaj, letošnje šolsko leto je šola imela, mislim, da okoli 140 učencev. V naslednjem šolskem letu pa ta številka kar drastično pade, mislim, da je pod 130 ali pa tam nekje, ker je pač letošnja generacija 9 razredov bila ena bolj številčnih. Tako da ja, kolektiv je majhen, primeren številu otrokom oziroma učencev in ja, vse te stvari so v bistvu stvar prilagajanja, ker je pač to majhna sredina, vsak človek veliko pomeni oziroma vsak zaposleni veliko pomeni, da svoj delež in bomo pač vztrajali na tem, da se to krepi oziroma ohranja. Hotel sem vas to vprašati, rekli ste, da ta osebni stik z učenci je pomemben, da bi osebno poznali vseh 140 učencev je najbolj težko, ne? Glede na to, da izhajam iz šole, kjer je bilo 850 otrok, mislim, da bo teh 150 ali manj se z lahkoto navaditi in imeni in tako naprej, ne sicer v prvem mesecu, ampak kolikor sem že z prejšnjo ravnateljico hodil po šoli, ona je dejansko, bi rekel, poznala vse otroke, tako da se nadejam tudi, da jih bom jaz. Digitalizacija prehaja vse pore našega življenja in tudi v šole, ekrani na telefonih, tablicah, računalnikih. Kako otrokom s pravo mero omogočiti uporabo teh tehnologij?
Zdaj, seveda v tem današnjem času ne moramo temu reči ne, čeprav bi si želeli. Jaz si tudi želim, da bi otroci imeli naše življenje oziroma naše otroštvo, ampak ga pač nikoli ne bojo imeli, ker so pač del te družbe, ki je digitalno pač zasvojena, bi lahko temu rekel, ker danes otroci lahko so cele dneve na telefonu, da mu bomo, ali pa na računalniku, da bo pa pač znal neko Excelovo tabelico narediti, bo pa le redki. Se pravi, ta uporaba digitalizacije oziroma digitalnih pripomočkov je bolj kot ne usmerjena za tisto njihovo, bom rekel, in druženje in porabo prostega časa. Nimajo pa osnovnega znanja, kaj s tem, bom rekel, dejansko računalnikom narediti, in to vidim kot problem in seveda tudi kot izziv. Zdaj, telefoni so v šolah prepovedani, pri tem bom absolutno vztrajal, tudi na vseh dejavnostih ali kakorkoli. Je pa nekaj, če učitelj potrebuje za nek pedagoški proces neko napravo, ali je to telefon ali je to tablica, oziroma šola ima svoje tablice in načeloma tudi telefonov ne potrebujemo, ampak kdaj pa pride tako, da pač tablice ne moreš nesti tja pa tja, vzameš telefon. Se pravi, za namen pedagoškega dela zadevo podpiram, za vse ostalo pa pač šola ni prostor za to. Šola je vpeta v to lokalno okolje, je pa tudi povezana s podobnimi šolami v državi in tudi, naprimer, po Evropi. V vaši prijavi ste omenili, da preveč projektov na šoli ni dobro. Kaj ste mislili? Zdaj, jaz sem vedno zagovornik tega, da projekt, ki je, bom rekel, ali mednarodni, ali slovenski, ali kakorkoli, ga naj pripelje na šolo tisti, ki ga bo tudi vodil. Se pravi, ne da bom jaz kot ravnatelj rekel, ta projekt bomo vzeli, ti boste stali za tem, pa noben ne ve zakaj. Se pravi, če je učitelj tisti, ki je močan na nekem področju in se vidi, da bi lahko ta projekt vodil, bo prišel do mene, vedno bo imel mojo podporo, če bo to stvar, kjer bo imel otroci nekaj od tega. Nisem pa zagovornik pač teh projektov samo, da so. Se pravi, projekt mora biti posledično vezan na učenca in da ima učenec od tega projekta nekaj, ali pa učitelj. Konec koncev je to tudi nagrada za učitelja, da lahko tako zadevo izpelje. Tako da je pa pri naši šoli, ki je toliko majhna, tudi kadrovska zasedba, te projekte bo verjetno težje izvajati v nekem večjem obsegu, če govoriva o nekem Erasmusu oziroma mednarodnih programih, pa da pač se odpravi 5 učiteljev za cel teden na neko aktivnost, je to lahko kar problem. Problem potem speljati brez 5 učiteljev celoten pedagoški proces. Tako da tukaj se bomo še pogovarjali, kaj in kako, če bo interes, bomo pač naštudirali stvari, kako bi lahko zadeve zapeljali. Če pa ne, pa tudi jaz nimam namena siliti z nekimi projekti zaposlene, ker mislim, da imajo tudi že sami po sebi kar veliko, bom rekel, dela in svojega rednega dela za dejavnosti. Kako pa vidite vlogo staršev? Se tudi v Črnem Vrhu dogaja, da prihajajo starši z odvetniki v šolo? To je sicer vprašanje morda za, 20. oktobra ali pa za kasneje, ta trenutek te informacije nimam, težko bi komentiral. Mislim pa, da se v takem okolju to še ne dogaja in upam, da se tudi ne bo. Konec koncev smo učitelji in vodstvo dovolj kredibilni, da se lahko, bom rekel, najdemo oziroma da najdemo neko skupno točko, kjer bomo tudi staršem in vsem ostalim povedali, zakaj je naša odločitev taka in taka. V prijavi ste zapisali zelo tako poetičen stavek, verjamem v sanje, ste zapisali. Kakšne so vaše sanje za razvoj šole v Črnem Vrhu? Zdaj, ta stavek je bil povzet po viziji šole. Šola ima, se pravi, ko sem prijavljal vse, pa ko sem malo pregledoval spletno stran, sem pač videl ta verjamem v sanje, ker je pač to nek logo šole oziroma nek zapis, ki označuje to našo šolo, zato sem si pač upal to upisati noter, sicer pa sem bi lahko rekel, da verjamem v to in ta trenutek so sanje pač moje te, da zadevo zapeljem vsaj tako dobro, kot je moja predhodnica.
Kaj bi na slovenskem osnovnošolskem zemljevidu spremenili že jutri, če bi lahko? Najraje bi videl, da bi vsi deležniki, ki so okolje, ali so to starši, ali je to ministrstvo, ali je to pač občina, kdorkoli, začeli spoštovati učitelja. Učiteljeva avtonomija je zelo pomembna, se pa umika iz samega dela v šoli, ker je pač teh drugih vplivov toliko več. In vkolikor bi učitelj imel pravo besedo, morda tako, kot je bilo včasih v starejših šolah oziroma v starejšem obdobju, bi bila tudi družba bolj naklonjena, bom rekel, neki zdravi prihodnosti. Ker pa temu ni tako, so pa pač meje otrok vsak dan višje, preveč si dovolijo, tako otroci kot starši, tu moram reči, ne, ko gremo k zdravniku, ne pametujemo, pač v šoli pa je tega precej veliko. Tako da jaz sem za to, da je pač stvar mora peljati v pravo smer. Vedno smo tam zato, da se pogovarjamo in cilj vsakega učitelja je, da učenec dobi to, kar mu pripada. Nikakor ni nikoli učiteljeva želja, da tega bomo pa zašili. Ne. Pač učitelj vedno dela za otroka, kar je pa tudi prav. Toskrat se pa starši tega ne zavedajo. Prvi 3 ukrepi v 100 dneh, ki jih lahko pričakujejo učenci, starši? Se pravi, vztrajnost pri tem, da se telefoni med poukom oziroma v času šole ne uporabljajo, neki vzgojni ne ukrepi, ampak bom rekel standardi, ki bomo naše učence še bolje navadili, kaj je kultura, kaj je kulturno obnašanje in tako naprej. Pa predvsem to, da se bom znal z svojimi zaposlenimi pravilno povezati, pravilno sodelovati, ker konec koncev otroci nas gledajo, mi smo ogledalo te družbe in če bomo mi sodelovali in če bojo zaposleni med sabo sodelovali, potem si mislim, da bojo tudi otroci to videli in se ta slika prenaša na njih. Tadej Deglerja, ravnatelj na Osnovni šoli Črni Vrh. Jaz vam čestitam k imenovanju in k pogumu, da se soočite s temi izzivi in želim vam uspešno ravnateljevanje. Hvala za ta obisk in hvala za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam za vabilo, z veseljem sem se odzval in upam, da se še kdaj srečamo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.